Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na televiziji AS, kjer se za vas oglašamo iz letošnjega sejma Agra in imamo tu seveda v tem našem studiu, tukaj v Gornji Radgoni, tudi studio, kjer gostimo zanimive goste. No, tokrat se pa nam je tukaj v studiu oglasil minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Gospod Han, lepo pozdravljeni v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Torej, že kar nekaj časa je vaše ministrstvo močno prisotno na tem našem sejmu tukaj v Gornji Radgoni, torej Agra. Kako to, da se je nekako ministrstvo odločilo, da boste nekako bolj prisotni na tem sejmu? Dva razloga sta. Mislim, da je to eden boljših slovenskih sejmov, tudi vidimo po obisku, po vzdušju. In nenazadnje, mi smo država, ki je ogromno poseljena s podeželjem in tako naprej, in je prav, da ima podeželje nek svoj sejem, ki je zelo dobro organiziran. Mi smo se pred 3 leti odločili, da bomo prisotni tudi na tem sejmu. Razloga sta dva. En je, da gospodarstvo, turizem in šport seveda tudi na nek način se predstavimo, da vidijo slovenski kmet, slovenski podeželje na turizemski podeželje, da vidijo, kaj lahko od našega ministrstva dobijo, kakšne možnosti so za razpise, da se na nek način predstavimo in da naredimo nek naš prostor, kjer bo prostor druženja. Druga stvar pa moram povedati tudi iskreno, ni dolgo nazaj, ko je bil v Sloveniji COVID, kjer so bila sejmišča zaprta, in s tem smo tudi na nek način pomagamo slovenskim sejmarjem, da pridemo z ministrstvom na sejem, da na nek način to panogo gospodarstvo, ki je zelo pomembna, podpremo, in mislim, da smo se dobro odločili in zato smo že 3. leta na tem sejmu. Torej, ogledali ste si danes tudi sejem Agra 2025. Kakšni so kaj pogledi na ta sejem? Moram reči, da seveda zdaj od vas naprej grem še na oglede. Zaenkrat smo imeli delo za sestanki, ker je to smatramo tudi kot delovni dan. Imeli smo sestanek za gospodarsko zbornico, za prehrambeno industrijo, imeli smo sestanek z obrtniki. Na našem prostoru so prišli tudi gospodarske zamejske organizacije in imeli smo tudi pogovor o vinu, o turizmu, tako da zadeva je seveda tudi naravnana zelo delovno, po drugi strani pa bo tudi priložnost za to, da se ta sejem pogledamo v živo. Sami ste omenili gospodarsko zbornico Slovenije. Kako ste kaj zadovoljni z delovanjem te gospodarske zbornice? Jaz sem eden tistih ministrov, ki tudi ko slišim pripombe, predloge, tudi kritike, seveda jih vzamem z resnostjo. Mi za gospodarsko zbornico, za obrtno zbornico delamo zelo dobro, kljub temu, da seveda nas ne hvalijo zmeram, kot bi si politiki pričakovali, ampak nas na nek način pri odločitvah usmerjajo, niso zmeram za našimi odločitvami na nek način zadovoljni, ampak verjamem, da z dobrim dialogom lahko sprejmemo odločitve, ki bodo šle v prid gospodarstvu. Pa morda še pogled na delo vlade, kakšna je trenutno situacija med vladnimi koalicijami tam v Ljubljani? To vprašanje sem dobil danes že od 2 novinarjev. Na nek način smo v tako imenovani politični jeseni. Zmeram, jaz sem že 20 let v politiki, zmeram govorijo, da je politična jesen zelo pestra, vroča in tako naprej. Letošnje leto je še bolj zanimivo, ker bojo v marcu volitve, ampak jaz kot predsednik ene stranke, politične Socialnih demokratov, in tudi kot minister, vse te razne male konflikte smatram kot spodbujanje k temu, da delamo dobro. Tako da to je, bom rekel, v politiki nekaj normalnega. V koaliciji se, bom rekel, na nek način razumemo, smo se pa veda različne 3 stranke, na koncu tudi z različnimi vrednotami, z različnimi pogledi, in če kdo opozori na kakšno stvar, jaz to ne smatram kot napad, ampak kot izboljšanje, bom rekel, sprejemanja zakonodaje. Pa morda kakšen je kaj vaš pogled na te prihajajoče volitve? Nekako se že nahajamo v predvolilnem boju, obdobju. Kakšno so kaj vaše pričakovanja?
Je kar nekaj novih igralcev, enima že se na veliko plakatirajo, so jih potegnili ven z naftalina, eni so čisto novi igralci, ki ne vemo, ali so kakšni podaljški ali ne, ali za sebe delajo. Morda še vaš pogled na te volitve, ki bodo. Vedel sem, da se ne bom izognil tega vprašanja. Nič drugače, kot je že kar nekaj volitev nazaj. Ne nazadnje, jaz sem v tako imenovani politiki od leta 1998, kjer sem prišel kot takrat mlad svetnik v občinski svet in potem šel skozi 9 raznih volitev, zmeraj smo imeli konkurenco. Ključno v politiki pa je, da ti ljudje na nek način zaupajo, da vejo, da si iskren, da se znaš v politiki tudi upravičiti, da ko sprejmeš neko zakonodajo, si sposoben reči, ne, naredil sem narobe, je treba spremeniti, če kontra ekipa na nek način da nek predlog, ki ga je treba podpreti, če je dober, seveda treba zagovarjati svoje vrednote. Tako da jaz iz tega nimam težav, konkurenca je sicer zdrava, smo pa pri nekaterih zadevih že, pri nekaterih političnih strankah že videli vse, tako da jaz sem pa človek ene stranke, Socialni demokrat, bil, bom in ne menjam, bom rekel, strank in idej. Kdo vam je večja konkurenca na prihajajočih volitvah, Svoboda ali SDS? Mislim, zdaj, jaz bom tako rekel, jaz ne gledam to kot neko veliko konkurenco. Jasno je, da smo stranke razdeljene na dva pola, na ta tako imenovano levo-sredinski in desno-sredinski. In seveda jaz v nekaterih idejah z stranko Slovenske demokratske stranke ne tekmujem in jo ne vidim kot konkurenco, ker tisto, kar oni promovirajo, jaz nikdar ne bom promoviral. To pa ne pomeni, da se pri nekaterih zadevah ne moramo, bom rekel, ukrepih strinjati. Na levi sredini pa smo na nek način konkurenti, ampak jaz verjamem, da bojo volivci znali odločiti, kaj je prav in kaj ni prav in kdo je iskren in kdo ima ideje, ki jih lahko tudi izpolni. Morda, če se sedaj vrnemo v deželo ob Muri, pa morda, če pogledamo, vseeno tu Murska Sobota je neko središče naše regije, to središče, ki ga že vaša stranka že kar nekaj časa obvladuje, prej z gospodom Jevškom, sedaj z gospodom Anželjom. Pa morda, kako vi gledate na nadaljnji razvoj regijskega središča Pomurja, Murske Sobote? Jaz bom zdaj tako rekel, glede na moje izkušnje, to je tako, kot veste, kot doma. Ko imaš dva otroka in tisti, ki je doma ostal pri starših, je zmeraj manj ureden, kot tisti, ki pride vsake 14 dni domov in se skuhamo kosilo in so mame in starši zelo zadovoljni, ker je prišel otrok iz Ljubljane v Radeče v tem primeru. Tisti, ki je doma, ki se vse skrbi, je pa manj ureden. Hotel sem se navezati na to, da mogoče ljudje iz Murske Sobote niti ne vidijo, kaj vse se je v zadnjih 10 letih spremenilo v Murski Soboti. Ampak tisti, ki nismo tolikokrat v Murski Soboti, vidi se, da Socialni demokrati vodimo Mursko Soboto in smo lahko ponosni na to. Gospod Han, najlepša hvala za obisk našega studia in najlepša hvala za zanimivo debato. Hvala vam lepa in čestitke za milijon ogledov.